tokratni oddaji Klepet ob kavi boste izvedeli mnogo zanimivosti, predvsem pa tistih koristnih stvari, še posebej, če vas kaj boli. In Miha Ogrin nam bo zaupal, kako pomembno je sproščati fascije, da mišice niti niso tako zelo bistvenega pomena, nam bo pa kakšen dober in zdrav napitek pripravila tudi Jana Kristans. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Že tolikokrat smo rekli, da so tiste zgodbe, ki jih piše življenje, zares neverjetne. In kako so včasih stvari, ki se nam zdijo tako grozne, tako brez nekega izhoda, brez nekega rešitva, na koncu tiste, ki nam razkrijejo malce večji, širši plan, ki ga je za nas pripravilo življenje. Danes znana, poznana terapevtka, ki se ukvarja z energijskimi različnimi metodami, med drugim tudi Skalar Prana, ki se je naučila od inštruktorice iz Filipinov, pa potem tudi Usui Reiki, skratka, kaj več bo razložila sama. Kako zanimivo se je začela njena zgodba. Začela se je, lahko bi rekli, s tragedijo. Njena hči je potrebovala pomoč. Barbara, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Verjetno prestrašene mamice, pa do danes terapevtke, ne? Res je, res je. S kakšnimi izzivi ste se soočili, ko se vam je rodila hči? V bistvu, že kot samo rojstvo je bilo kar tragično, tragično. Zdaj, ko pogledam, ni več tako tragično, ampak takrat je v bistvu vsaka mama pričakuje pri vsakem rojstvu, da se bo zgodilo nekaj lepega. To je nekaj fascinantnega bi moralo biti v osnovi, ampak v bistvu je tako, da se je že moja hči, še preden se je rodila, so ji postavili diagnoze in to je v bistvu kot za vsakega starša oziroma mamo, ki je v bistvu mlada, jaz sem bila dokaj mlada, 25 let takrat stara, mi je bilo, da se mi je svet zrušil takrat in iščeš izhode oziroma potem je bilo tudi tako, da v bistvu smo hodili od zdravnika do zdravnika in noben ti ne zna kaj prav povedati. To je bila v bistvu največja težava. V bistvu samo so rekli, potrpite, saj bo počasi. Se pravi, vi ste vedeli, da bo nekaj narobe s hčerko še preden se je rodila? Ne, v bistvu že pri ultrazvoku, zadnjem ultrazvoku so v bistvu ji postavili diagnozo, katera, hvala Bogu, ni bila v bistvu pač ta njena glavna diagnoza. Diagnosticirali so ji vodeno glavo. In v bistvu meni je bilo grozno, ne? V bistvu kot starš mi je bilo, v bistvu se mi je svet porušil pod nogami in največja tragedija je bila v bistvu potem, ko sem jo vozila od enega zdravnika do drugega tudi, od enega fizioterapeuta do drugega, v bistvu, ko ti povejo, da otrok ne bo hodil. Ne? To je bilo meni najbolj grozno, tista največja izkušnja, ko vem, da sem se domov peljala in celo pot sem samo jokala. Ne? Želela sem si samo, naj mi nekdo pomaga, oziroma noben ti ne more pomagati takrat. Ne? Ampak sem hvaležna, da sem danes tukaj sem zraven nje. V bistvu je tako, da z njeno pomočjo sem se potem v bistvu začela delati na sebi, ker sem videla, da ne gre. Ne? V bistvu kup njenih diagnoz v bistvu naredi starša kot tak naredi šibkega. V bistvu ali imaš dve varianti, ali v bistvu se prepustiš sistemom pa dovoliš, da s tabo rotirajo, in potem postaneš v bistvu kot njihova marionetka. Na dolgi rok potem postaneš utrujen zaradi tega vsega skupaj, ali pa v bistvu se vstaneš, pa samo pogledaš z drugačnimi očmi. Jaz pač hvaležna sem za vse ljudi, ki so mi prišli takrat na pot. Od Andreje Novak, do v bistvu Fepa Čejo, do v bistvu tudi kolegici iz Kopra doli. V glavnem za vse ljudi, ki sem jih srečala, da so mi pomagali v bistvu na moji poti, da sem jaz upala stopiti naprej. In v bistvu zaradi z njeno pomočjo oziroma s hčerino pomočjo jaz stremim k temu, da v bistvu razumem, tudi starše razumem ljudi, ki so najbolj v bistvu na tleh, jih razumem in vem, kako je to v bistvu, zato tudi vsakemu priskočim na pomoč, ko imam v bistvu čas, da jim lahko pomagam, ali je to preko terapij, ali je to preko meditacije, ali je to preko delavnic. V bistvu vse posod se nekaj zgodi, ker jaz ogromno svoje energije vložim v to tudi. Pomoč ste iskali za svojo hči, a na koncu koncev verjetno tudi zase, ne? Tako.
Ker mi smo imeli v naši ekipi en tak primer, kjer je bila naša sodelavka, je imela bolanega otroka in v tistem trenutku, ko je otrok zbolel, je nase popolnoma pozabila. In starši to takrat na sebe čisto pozabijo, a ne? Definitivno, definitivno. Kaj ste našli, kaj je bilo tisto, kaj si našla, kaj je bilo tisto, kar je na koncu je pomagalo hčerki, tebi? V bistvu je pomagalo, v prvi rok je pomagalo hčeri in potem tudi posledično meni. Ampak je tako, da sem mogla pa prvo sebe spostaviti kot v bistvu, da sem najdla tisto v bistvu veselje do sebe, hvaležnost do sebe, ljubezen do sebe, da v bistvu sem lahko hčeri pomagala. Ja, dejansko se zmeri začne pri ljubezni od sebe, ne? Točno tako. Ne glede na to, kaj hočeš, a ne? Tudi, če se hočeš sam, ne vem, moža uloviti, pa se imeti otroke, ne vem, karkoli. Vedno moraš v bistvu tisto najti ljubezen do sebe, tisto iskrenost do sebe, kaj si mi želimo. In v bistvu je res, življenje nas popelje, v bistvu, ne glede na to, katero smer mi želimo iti oziroma strmimo, nas v bistvu usoda vseeno pripelje do tja, v bistvu tam, kjer je naša pot. Ampak včasih ni najbolj ravna, ampak... Malo gor, malo dol, ne? Malo po ovinkih. Barbara, danes si skalar-pranska inštruktorica, usuj reiki mojstrica, se pravi tudi druge učiš naprej, predvsem pa ljudje k tebi prihajajo po pomoč. V kakšnih primerih? V bistvu prihajajo z raznoraznimi težavami. Od v bistvu največ težav je v bistvu ljudje prihajajo z psihičnimi težavami. Kar v bistvu, tudi v bistvu je dosti, recimo, delavnic, mislim, premalo je takih delavnic, kjer v bistvu učijo subtilnosti energij. To je v bistvu, moje mišljenje je, oziroma moja filozofija, da v bistvu ti moraš ljudi naučiti, oziroma da začutijo sebe, oziroma začutijo to subtilnost v energijah. In v bistvu vsi smo zgrajeni iz subtilnih energij, vsi, ne, vsi jih imamo. Potem izvajam tudi angelske terapije. V bistvu je to angelska terapija, to je po moji metodi. V bistvu bojo te delavnice potem šele konec maja, te delavnice. Tudi te terapije izvajam. Prihajajo tudi otroci. V bistvu je tako, da tako sem že rekla, prilagodim v bistvu sami težavi samega človeka, ki prihaja po pomoč k meni. In potem se tukaj zadeve nadaljuje v uni smeri, ki se seveda morajo. Kakšne rezultate imate pa pri svoji hčerki? V kakšnem stanju je danes vaša hči? Moja hči, v bistvu, glede na to, da so ji diagnosticirali karkoli, en kup diagnoz, v bistvu moja hči danes hodi, govori. Normalno živi. Točno tako. Se pravi, kaj se je zgodilo? Terapije verjetno so bile potrebne? Ja, ampak je, to je v bistvu vsak dan delaš terapijo na otroka, ampak se splača. Tako da v bistvu vsem staršem, ki se kakorkoli spoznajo energije, kakorkoli, da želijo pomagati svojemu otroku, in priporočam, da v bistvu vztrajajo pri svojem otroku, že dovolj je, da v bistvu jim položijo roke na hrbtenico, kakorkoli, da v bistvu se začne en proces samozdravljenja. V nadaljevanju bomo eno demonstracijo tudi naredili, zato da bomo videli, danes imamo tukaj tudi živo publiko, seveda. In tole me zanima, zdaj v marcu sem našla kar nekaj delavnic, pripravljaš 3.3. brezplačna energijska srečanja. Kaj je to v bistvu? V Mariboru sicer deluješ, ne? Tako, v bistvu je to energijsko srečanje namenjeno vsem ljudem, ki v bistvu kakorkoli začutijo, da kakršnekoli energije. V bistvu je to, damo veliko poudarka, oziroma sama dam veliko poudarka, da v bistvu lahko pridejo vsi ljudje, tudi v bistvu vsi, ki nimajo denarja, kakorkoli, da je vsem dosegljivo, vsakemu človeku. In v bistvu je tako, da damo tudi učimo se v bistvu kot subtilnosti energij, učimo se v bistvu gledanje energij, ampak to so take kratke vaje in pokažem, tudi zaključimo vedno za zdravilno meditacijo. Tudi sama vodim še potem posebej kot meditacije.
posebne, ne, te programe. tako. 10.3. pa dogodek Priklic angelov. Tako. Kako pa to pravzaprav poteka? V bistvu to angelske energije so v bistvu meni zelo blizu. Mene je moja babica navdušila za angele. Že kot mali otrok mi je vedno govorila, ni bilo imen. To je meni tako fascinantno, ker dan danes jih vsi poimenujejo. Ja. Od Mihaela, Gabriela, ne? Ampak v bistvu meni je moja babica vedno učila, da je angel angel, ali je bil angel varuh ali pa v bistvu angel angel. In jaz sem se vedno, ko sem slišala ta imena, je bilo meni vedno tuje. Ampak potem pa, ko sem pa priklicala njihovo kvaliteto angelov, je pa čist drugačna energija vzadaj. Čist drugače je v bistvu, čist drugače gledaš energije oziroma da drugače jih začutijo ljudje. Niso tako skalopirane, ampak v bistvu ima drugačno kvaliteto, večjo moč imajo. Aha. No, tega se spomnim že od nekdaj, ker me je bilo kaj strah, pa to sem si zmeri angele poklicala. In sem zmeri res čutila neko tako oporo in pa sem si rekla, malej, tudi če je to lari-fari, pa se nima veze, važno da deluje. Točno tako. In recimo, marsikatera, recimo, sploh starejše gospe, ki hodijo recimo na razne individualne terapije, ali pa, ne vem, na srečanje tudi brezplačna, marsikdaj opazim, pa sploh, recimo, ljudje ne vejo, se ne zavedajo teh kvalitet, ampak opaziš te kvalitete angelov. Sploh ljudje, ki, recimo, starejše gospe, ki priklicujejo angele sploh pred spanjem, kakorkoli, imajo veliko teh kvalitet s sabo. In tudi potem jih vnuki vidijo. Ne vidijo jih v bistvu kot, lahko da jih ne vidijo kot otroci, ampak jih bolj kot vnuki vidijo. Ja. Zanimivo. 24.3. pa reiki tečaj prve stopnje. Tako. Kaj se tukaj dogaja? Kaj se ljudje naučijo? V bistvu je tako, v reiki, bom jaz tako povedala, v bistvu reiki bi moralo biti vsakemu dosegljivo, to je kot ena prva pomoč. So razne druge delavnice, tako kot prana, ampak v bistvu reiki je tudi v bistvu metoda zdravljenja, ki mora biti vsakemu dosegljiva, to je kot prva pomoč, jaz vedno rečem. V bistvu na prvi stopnji se naučimo enega posebnega znaka, s katerim lahko ti delaš. In ta znak ima v bistvu kvaliteto, da lahko ti tudi, ne vem, iniciraš tudi mizo, stol terapevtski, kakorkoli, da ima eno posebno kvaliteto, tudi v bistvu prostor lahko daš ta znak. Verjetno čaj, ki ga piješ, pa tak, ne? Tudi lahko, tudi. Vse to? Ja. Odlično, odlično. Evo, a nas lahko kaj naučiš, kar se tiče tega reikija, da se ti potem pridružimo? Ja, moramo se ostati, verjetno, ne? Ja. Kaj je pri reikiju najbolj osnovno, ne? Ker to se mi zdi, da je fajn, da ne samo individualne, ampak da tudi učiš ljudi, ne? Tako, točno tako. In v bistvu vedno je pomembno, da pomanemo roke. Pomanemo roke. Tako, zato da se korenska naša aktivira. Korensko imamo tukaj, pa na nogah. Aha. Ja, tako. Da se v bistvu aktivira in potem prikličemo en poseben znak, ki se mu reče čokorej. Čokorej, ok. Ampak to je v bistvu pri sami terapiji oziroma pri sami delavnici. Potem iniciramo človeka, da v bistvu lahko s tem znakom dela. In v bistvu je tako, da se potem recimo jaz delam tem znakom in se te dotaknem in potem se v bistvu kot eno zdravljenje dogaja. Ne rabiš nekaj posebej reči, kakorkoli, ampak v bistvu človek, ki je terapevt, se mora zavedati tega znaka. Se pravi, samo steče energija. Točno tako. Wow, zanimivo. Ja. Odlično, to mi je pa všeč. Evo, jaz naj jo kar vabim, da greva tjale v tisle prostor. Imamo pa gospod Danico. Gospa Danica, pridite, vas smo zbrali, da bo Barbara mečkeno čarala po vas. A ne? So vas zmeraj sprejemali ljudje, ali ste bili za koga čarovnica kdaj? Kar izvolite sest. Sem hvaležna, ker vedno srečam ljudi, ki v bistvu so v podobnih vodah kot jaz. Aha. In ne jemljajo med ljudje, kot da bi bila čudna, ampak lahko, da se, ampak v bistvu se omaknejo taki ljudje, tako da v bistvu se ne ukvarjam toliko s takimi ljudmi, bom jaz rekla. Gospa Danica, jaz vam garantiram, vse bo v redu, ne? Ne bo dol padla stola, pa kaj, ne? Ne bo, pa vzletela tudi verjetno, da ne bo, ne? Ne sme. Ne sme, more ostati, ne, na zemlji. Ja, evo, kar izvolite, pa boste malo potem tudi povedali, kaj se v bistvu dogaja z gospod Danico. V bistvu je tako, da pri sami reiki terapiji v bistvu potem tudi analiziram človeka kot tak, njegove energije. To v bistvu se tudi učimo kot ena intuicija, bi jaz temu rekla. In v bistvu pri gospe Danici je videti, da v bistvu veliko bremen si je naložila. V bistvu njena hrbtenica je kar precej obremenjena in pa tudi mora si najti ene stvari, s katerimi ona uživa.
Ker v bistvu spodnji predel, kjer je v bistvu naša zadovoljstvo, je tak, v bistvu ne najde tega zadovoljstva. Teda mora ene stvari početi, ki jih ona počne za zadovoljstvo oziroma veselje, sproščenost. Ampak, gospa je še v tistih časih odraščala, no se kakšni še tudi zdaj, ne? Ker za vse druge skozi poskrbimo, za vse druge na sebe pa pozabimo. Je res, gospa Danica, kima? Ja, bo že držal, ne? Velikrat se mi to zgodi in zanimivo je, ne? Človek mora biti sebičen, ne? Dokler za sebe ne poskrbi. Ja, res je. Najprej za sebe, ne? Ker tudi, ko greš na letalo, ti najprej rečejo, da moraš sebi dati masko, pa otroko ali komarkoli. Točno tako. In potem preko roke to teče energija. Točno tako. Ampak če je iz pravega prostora v bistvu terapija narejena, potem je v bistvu vse v redu. Je vse v redu? Ja, tako. A čutite kaj, gospa Danica? Ja. Čutite? Zanimivo. Je en tak pretok? Tak je res, tak je taki prijeten, tako da res treba se... Energija teče? Ja, to čutiš res. Za ledvice. Kako? Ledvice. Ledvice. In vi to kar začutite, ko ljudje pridejo, ker včasih pridejo, a se zgodi kdaj, da pridejo včasih ljudje, ki pridejo k vam po pomoč v Maribor, da imajo težave, ne vem, tukaj pa pol ugotovite, da je v bistvu težava tukaj. Točno, tako velikokrat je. In zato je v bistvu tudi tako, da na teh prvih stopnjah reikija bom dala zelo veliko poudarek ravno na tem, da v bistvu spoznajo v bistvu ljudje energije, ne da v bistvu, da se naučijo dobro tehnike, ker v bistvu to je ravno point. Ne, da v bistvu začutijo energijo, da točno vejo, kaj delajo, zakaj je v bistvu tako. To je kot ena diagnosticirane, v bistvu bi jaz temu rekla, no, energijo. Odlično. Barbara, jaz bom naredila eno slikco na Facebook, ker vem, da ste tam zelo tudi aktivni, a ne, in da pomagate ljudem tudi preko tega, a ne. Točno tako. Kako vas najdem na Facebooku? Barbara Koveš, trener. Trener, okej. Evo. Imam jaz tudi tole, evo, lahko eno naredimo. Juhu! Evo, krasno. Barbaro na Facebooku poiščite tudi vi, sicer pa najdete njeno povezavo tudi na naši strani Klepet ob kavi. Gospa Danica, hvala lepa, da ste se takole, ne? Ste uživali, a ne? Odlično, najlepša hvala. Barbara, evo, lahko se kar usedeva nazaj. Učinki, ki so prisotni na drugih ljudeh, so vse samo še bonus. Vam je verjetno najbolj pomembno, da je vaša hči v redu. Točno tako. V bistvu ostalo je vse posledično. Zato v bistvu jaz vedno stremim, če je moja hči v redu, potem je vse v redu. Koliko je zdaj stara? 9 let. Zdaj je stara 9 let, hodi, govori, počne vse tiste stvari, za katere so rekli, da jih ne bo mogla. Točno tako. Zelo so omejili v bistvu že pri rojstvu samem, ne. Ampak mogla ste biti pa vi zelo močna, da niste temu verjela. Ja, ampak je tako, da v bistvu, če imaš veliko podporo doma, v bistvu moj mož me zelo podpira pri mojem delu kot tak, energijskem delu in tudi že drugače me zelo podpira. Drugače ne gre, ne. Ker tudi ne bi zmogla vseh delavnic, ki sem jih obiskovala, kot v bistvu zelo sem radovedna v energijah. Mene vse zanima. Jaz recimo, mene vse zanima, vse področje me zanima in v bistvu moram prav tako se kontrolira, da... Vzamete tisto, kar je namenjeno. Točno tako. Najlepša hvala za to izjemno življenjsko zgodbo, ki ste jo delili z nami. Hvala lepa, res. Takole, vi pa malce pobrskate, pa najdete morda še kaj zase. Ja, Barbara me zelo presenetila, taka aufrichtig ženska je, ne? Zdaj ne vem, če to veste, Štajerci, veste, kaj to pomeni. V Mariboru dela in se mi zdi, da je to fajn, ker velikokrat sem že slišala od kakšnega gledalca, ja, saj sam neka Ljubljana, pa tak naprej, tukaj pri nas pa nič ni, ampak zdaj sem spoznala že kar nekaj zanimivih ljudi tudi v Mariboru, ko delajo in sem vesela, da je Barbara ena izmed njih. Kar mi je pa najbolj všeč pri njej je pa itak to, zato smo jo tudi povabili v našo oddajo, ker sploh si ne predstavljam njeno situacijo, ko je bila noseča, ko je rodila, ko je njen otrok odraščal, da ti rečejo, da ne bo hodil, da ne bo vse te zadeve in to so potem tisti najboljši terapevti, ki grejo čez svojo neko tako res hudo življenjsko travmo in so potem res, kaj ne rečem, poklicani, da pomagajo tudi drugim in se mi zdi, da je Barbara res vse to počne iz pravega stališča, ko spravim na njeno.
To lahko stoji, lahko pa tudi ko želimo odpreti. Ne? Potem pri pretakanju pač lahko tudi malenko zrak zraven pride.